Pozdravljeni. Teden je znova naokrog in prišel je čas za komentar novic, kjer si bomo skupaj pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v svetu Formule 1. Danes je pred vami 26. letošnji komentar, to pomeni, da naslednji bo že tisti prvi v drugi polovici leta, ampak tudi tokrat, kot običajno, 4 sklopi in vsi tisti članki, ki jih boste videli navedene, imajo bližnjice zapisane v samem opisu, ukolikor bi si želeli prebrati, kaj piše v izvirniku. A pustimo sedaj to in lotimo se kar naše prve teme, da ne bomo predolgi in ne preveč dolgočasni. Veliko prahu je dvignila novica o prodaji deleža pri ekipi Alpine. O tem ste lahko brali v mnogih člankih, sam navajam tistega, objavljenega 26.6. na uradni spletni strani Formule 1, f1.com. In verjetno večina izmed vas je naletela na novico, da je hollywoodski igralec Ryan Reynolds postal lastnik te znane ekipe. A bodimo točni, pri Alpinu so prodali 24% ekipe Alpine trem skladom: Orto Capital, Redbird Capital Partners in Maximum Airport Investments. Kolikšen delež pri vsaki izmed teh treh struktur pripada Reynoldsu, ne vem in niti ni važno. Namreč menim, da je igralec pristopil samo zaradi dviga popularnosti in recimo temu reklame. 24% so ocenili na $200 milijonov. Torej, ekipa Alpine je vredna tam okrog 900 milijonov. A bodimo točni, pri Alpinu so prodali samo delež v strukturi v Enstonu. Tisti oddelek, ki se nahaja v Viriju, ostaja pod kontrolo Renaulta in v bistvu gre poenostavljeno za prodajo deleža pri tistem, kar smo nekoč poznali kot Benetton. A tu je treba poudariti nekaj. Dobro nam je znano, da v sezoni lahko ekipa porabi približno $145 milijonov. Kaj bodo storili skupine z 200 milijonov, pa je še zmeraj zavito v skrivnost. Namreč morda bodo ta denar porabili za obnovo kakšnih struktur ali pa bodo končale na računih proizvajalca, ki bo tako pokrival druge izgube. In tu je treba poudariti nekaj. Na spletni strani motorsport.com smo lahko 24.6. naleteli na izjavo novega odgovornega pri ekipi Williams, Jamesa Wolfsa, ki je povedal, da Williams ima strukture, ki so izjemno zastarele v primerjavi s tistim, kar je bil navajen pri Mercedesu. In tu se govori o 3 ekipah, Williams, Alpine in Sauber, ki bodo imele v naslednjih letih neko olajšavo pri investicijah v infrastrukture. Izven tiste omejitve proračuna, o kateri smo govorili malce prej. Ampak gre za 36 milijonov, ki so razpotegnjeni na 4 leta, torej na sezono bo ta vsota med 6 in 7 milijoni. In tu seveda se sedaj poraja vprašanje, kaj počno pri Alpinu. Spomnimo se zgodbe z Lotusom, ko so enkrat ekipo že prodali. In mogoče tudi sedaj pod krinko raznih investicijskih skladov počnejo prav to. Govora je bilo v preteklih mesecih, kaj se dogaja na primer z ekipo Andretti ter njihovimi željami. In jasno nam mora biti nekaj. Razni investicijski skladi
vlagajo denar zato, da bodo imeli zaslužek. In tudi v tem primeru menim, da niso investirali zgolj iz ljubezni do Formule 1. Čeprav na prvi pogled simpatična novica, kako hollywoodski zvezdniki investirajo v Formulo 1, morda skriva za seboj scenarij, ki si ga marsikdo izmed nas navdušencev niti ne zamišlja. A kot običajno bomo skupaj ugotovili, kaj se bo zgodilo. Mi pa pojdimo k drugem sklopu, k drugi novici, ki je tudi vezana na ekipo Williams. Pri ekipi Williams bodo letos dosegli čisto posebni mejnik na dirkah za veliko nagrado. Namreč štartali bodo že 800-tič. In o tem smo lahko brali kot običajno v raznih virih. Sam citiram članek, ki je bil objavljen na spletni strani Race Fans 27.6. A tu je treba poudariti nekaj malenkosti, ki seveda potrebujejo dodaten komentar. Kot je že v navadi, tudi pri ekipi Williams bodo to obeležili s posebnimi znaki, s posebnimi poslikavami na pokrovu pogonskega sklopa. In to ni nič takšnega in konec koncev nič čudnega. Zanimivo je, da bodo te znake nosili na dveh velikih nagradah. Namreč 800. dirka bo tista, ki bo letos bila na Madžarskem, ampak pri Williamsu bodo s praznovanji začeli že dirko prej, na veliki nagradi Velike Britanije. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kaj bodo obeleževali pri ekipi zgrva, 799. dirko ali 800. Razumem, da pri Williamsu želijo imeti lastne navijače blizu ekipe ob doseganju tako pomembnega rezultata. In verjetno več navdušencev nad Williamsom je v Veliki Britaniji kot na Madžarskem. A s tem, ko malce razrečijo praznovanja, tudi ta izgubijo na svojem pomenu. Če smo pravzaprav iskreni, med konstruktorji je Williams tista ekipa, ki drži drugo mesto po osvojitvi tega malce prezrtega naslova, takoj za Ferrarijem. In pravzaprav lahko bi zadeve obeležili le na eni sami dirki, tako kot so napravili že pri prej citiranem Ferrariju, ko so praznovali 1000. dirko, ki je slučajno bila na tisti dirki za veliko nagrado Mugello, če se spomnite. Nihče ni vedel, na katero dirko bo padla, kajti takrat koledar je bil vse prej kot jasen. A pustimo sedaj to. Pred časom sem govoril v posebnem prispevku o teh posebnih verzijah, ki pravzaprav posebne več niso. In tudi praznovanje pri Williamsu ne bo tako posebno, če bodo praznovali 799. in 800. dirko. A seveda gre za moje videnje, za moje razumevanje tistega, kar mogoče danes izgleda pri mlajših generacijah tudi drugače. A pojdimo naprej, kajti tudi pri Ferrariju je marsikaj še za povedati. Scuderia Ferrari je opravila s snemalnim dnevom na njihovi progi v Fiorano. O tem so poročali 27.6. na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com. In pravzaprav pri Ferrariju so skupaj pokazali SF-23 in 499P prototip, ki je zmagal dirko za 24 ur Le Mans. In to pravzaprav spada tja v tiste snemalne dni, ko se pripravlja razne reklame in propagandni material, zato se tudi imenujejo snemalni dnevi. A istega dne smo lahko na istem portalu zasledili drugi članek. Tako Sainz kot Leclerc sta tudi preizkušala nove komponente za naslednje dirke. Sainz zadnji aerodinamični stabilizator in Leclerc novo dno, kar je, milo rečeno, malce čudno.
Snemalni dnevi so omejeni na 100 km in na razpolago imajo ekipe prav posebne pnevmatike, ki nimajo nobene zveze s tistim, kar na to imajo na samih dirkah za veliko nagrado. Proga v Fioranu je atipična. Konfiguracija je takšna, da ne odgovarja pravzaprav nobeni situaciji, ki jo srečamo na svetovnem prvenstvu Formule 1. In pravzaprav, kaj bi lahko tam testirali, tako v primeru Sainza kot Leclerca, mi ni dano vedeti. Ukolikor bi si želeli pri Ferrariju kaj takega, bi lahko najeli, na primer, progo v Imoli. A pustimo sedaj to. Zanimivo je nekaj drugega, da pri vsej tej zgodbi je jasno, da pri skuderiji Ferrari, ukolikor so res testirali, so testirali malenkosti, ki pravzaprav nekega generalnega vtisa ne bodo spremenile. A videli bomo že na prihajajoči veliki nagradi Avstrije, ali imam prav ali ne, a vsekakor menim, da v tem primeru je bilo veliko hrupa za pravzaprav izjemno malo, če že ne nič. Pojdimo še k našem zadnjem, četrtem sklopu. Za konec pa še novica iz malce manj običajnega vira. 26.6. smo lahko na španskem portalu motor.es prebrali, da je tovarniška ekipa Mercedes speljala 2 inženirja skuderiji Ferrari. Kolikokrat smo govorili o tem, da pri skuderiji Ferrari rabijo nov kader, ampak izgleda, da je trend šel v nasprotno smer. Res, pri Ferrariju se trudijo dobiti aerodinamike in seveda inženirje, ki znajo ravnati šasijo, a tokrat sta jih zapustila 2 motorista. Govorimo o Angelu Rossetiju in Emanuelu Guidotiju. Oba inženirja sta se ukvarjala z motorji z notranjim izgorevanjem, z njihovo izgorevalno komoro. In pravzaprav je zanimivo, kako so jih pri Mercedesu tako enostavno prepričali. Namreč oba se bosta morala preseliti iz Italije v Veliko Britanijo, v Brixworth. In to je nekaj, kar je neobičajno, predvsem za inženirje skuderije Ferrari. Ne smemo pozabiti na neko pomembno točko. Pri Mercedesu je že nekaj let Lorenzo Sassi. In lahko je prav on uporabljal svoje prijateljske vezi in priklical še 2 kolega. A zanimivo bo videti, kako se bodo na to odzvali pri skuderiji Ferrari, kajti po podatkih, ki so objavljeni, oba inženirja bosta že letos začela delati pri Mercedesu. Namreč tisti odpovedni rok bo trajal le še nekaj tednov. A upam, da pri skuderiji Ferrari bodo končno lahko v svoje vrste privabili tudi koga iz nasprotnih ekip. Zaenkrat smo gledali samo odhode, o kakšnem prihodu pa ni ne duha in ne sluha. A tudi tokrat smo prišli do konca tega 26. rednega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.